Zdaj, ker... Kaj? Kaj že moramo narediti? Napovednik. Lepo pozdravljeni v oddaji Poberi v mestu. Dragi moji, lepo pozdravljeni v oddaji Poberi v mestu. Danes smo se z ekipo odločili, da gremo v Koper. Zakaj? Ker je sonček in ker je simpatično. In danes bomo tukaj igrali igro Poberi v mestu. Čisto simpel igra, 7 vprašanj vam zastavimo. Če vseh 7 odgovorite pravilno, dobite 40 €. Enkrat lahko mimoidočega ali pa koga drugega prosite za pomoč, enkrat pa lahko vprašanje zamenjate. Čisto simpel zadeva. Noč, jaz predlagam, da gremo kar po mestu in najdemo potencialne žrtve današnjega kviza. Eno gospodično smo najdeli. Dobar dan, gospodična. Lepo pozdravljeni. Vidim, da sem vas zmotil, ampak ste se mi zdeli vredna, da vas zmotim. Kako vam je ime? Nina. Nina. Zdravo, Nina, jaz sem Marcel. Nina, mi se igramo eno igro. In sicer zadevi se reče Poberi v mestu, kviz Poberi v mestu. In kaj pobirate v mestu? Pobiramo, jaz pobiram punce, drugače pa... Za kakšen namen? Za pleasure, na pleasure. Ne, hecam se. V bistvu gre se za zadevo, da v bistvu ti lahko pobereš in sicer 40 €, če odgovoriš na 7 vprašanj. Mi ti zastavimo 7 vprašanj, zelo lahkih vprašanj in če zadevo odgovoriš pravilno, dobiš teh 40 €. So pa valjda na voljo tudi pomoči tukaj. Lahko zamenjaš vprašanje, lahko enega prijatelja pokličeš za pomoč ali pa kaj takega. V redu. Kaj boste pa vprašali? To pa ne morem še čisto točno povedati, zato ker vprašanja so skrivnost v bistvu, ker te bom zastavil vprašanje, ne morem ti jih vnaprej povedati. Je pa splošna zadeva načeloma. Veš, malo šport, malo življenje, malo geografija, malo zgodovina, tako, kar se v šoli učimo, no. Ja? Ja, dobro, no. Svetovno! Kaj, če so že to, no? Kaj nas ne naredim? Tako, Alena, najlepša hvala, ker si se mi pridružila v igri Poberi v mestu. Tako da ti še enkrat razložim, kako poteka zadeva. 7 vprašanj imava, če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 €. Sta ti pa na voljo tudi 2 pomoči, enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat pa lahko nekoga, recimo mimoidočega vpraša za pomoč ali pa nekoga pokličeš. Sva pripravljena? Dajmo. Sva, super, evo. Prvo vprašanje. Kateremu kontinentu je najbližje Madagaskar? Sva gledala risanko? Ja. Ja. A se spomniš, kjer živali so bile noter v Madagaskarju? Aha, ja. Ja, pa kaj to pomeni, da je bolj Afrika? Ja, možda, ne? Bolj? Ano, bolj, ja? Se pravi, bova, kako na to odgovorila? Ja, v redu, naj bo Afrika. Naj bo Afrika? Sva prepričana v ta odgovor? Dajmo Afrika. V redu, Afrika je pravilen odgovor. Dobro, se šlo lepo skozi. Si že bila kdaj v Afriki? Ne. Ne še? V redu, super, gremo na drugo vprašanje. Katere živali so znane po tem, da na rekah gradijo jezove? Bobri. Bobri. In to je tvoj zadnji odgovor? Tako je. No, lej, pa nimam kaj drugega za reči. Bobri definitivno so te živali, ki gradijo jezove na rekah. Tretje vprašanje, bližava se že kar polovički teh vprašanj, se glasi. V kateri državi se nahaja prizorišče dirk Formule 1, ki je najbližje slovenski meji? Enkrat smo pa bili na na Hrvaškem ne. Na Hrvaškem ne? Ja, torej v Avstriji. V Avstriji? Ja. Se pravi, v Avstriji se nahaja prizorišče dirk Formule 1, ki je najbližje slovenski meji. V Špilbergu praviš. Ja. Ja. In to je tvoj zadnji odgovor? To je tvoj zadnji odgovor. Tvoj zadnji odgovor je pravilen. Kdo bi vedel? Ja, ne? Ker na take vprašanja, kdaj prideš, se tudi kar malo sploh vidiš, koliko v bistvu veš, ker se prej nisi zavedal. Četrto vprašanje, zdaj smo pa res že čez polovičko. Po katerem matematiku je imenovan sledeči izrek? C² je enako A² plus B². Torej, C² je enako A² plus B². Po katerem matematiku?
No, tak, srednja šola, material, ne, matematičen. Mogoče že osnovna šola. Mogoče že celo osnovna šola, imaš prav, veš. Meni to nikoli ni šlo, matematika. ampak- Ja ne vem, kaj... Ne, to je Pač že- Pitagorov izrek, ne, to je kaj... Recimo ja, ne, glede na to, da je to že, da je to že kar Spomnim. star matematičen izrek, bi lahko rekla, da je Mogoče ste raje ne tega antik. snemati. Dobro, da ne delam na tem področju. Ja, a bova rabila kakšno pomoč, a bova rekla, kaj si rekla prej, Pitagorov izrek? Ja. A ve- Ja, v redu, no, pa dajmo, probimo. Pitagora? Ja, Pitagora je tvoj zadnji odgovor? tako. Pitagora, tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Zares, ja, Pitagorov izrek, ja, ne. Gremo na peto vprašanje. Nobene pomoči še niso pokoristile, ker je sam dober, ne. Peto vprašanje. Iz kakšnega mleka se tradicionalno izdeluje mozzarella? Ja, to se sliši kot da ne iz kravjega, ne, če me tako vprašaš. Lahko bi nekako tako zapeljala, ja, lahko bi nekako tako zapeljala. Ma pa to... Ampak mogoče jim... Lahko ti tako lepo pomagam. glej. Skozi ga pa tudi ni, ne? In kaj kravje sva črtala ven za zihar ali kako? Ja, ne vem, čakaj, se, ne, krava ima moža, ne, kaj, Aha. bik, ne, bivol. Okej. V redu. Ja, ne vem, probimo. Se pravi, probava kravji mož. Bivol probava. In je to najin zadnji odgovor? Naj bo. Naj bo? V redu, tvoj zaenkrat ti gre ful dobro. Tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Šesto vprašanje. Katero mesto je bilo prestolnica Združenih držav Amerike v času vladanja Ronalda Reagana? Ja, Malo bolj glej, zapleteno če me ne vprašanje. bi tako vprašal, bi rekla Washington, ne sem rekla. Aha, v redu. Se pravi, zaenkrat namiguješ na Washington. Ja. Zaenkrat namiguješ na Zaenkrat. Washington. Tako, dragi moji, Alena namiguje na Washington, čas je za oglase, ko pa pridemo z oglasov, pa bomo videli, ali je to pravilni odgovor. Tako, dragi moji, mi smo nazaj z oglasov in z Aleno sva pri šestem vprašanju. In nekako sva že namigovala na odgovor za šesto vprašanje. Torej, vprašanje, katero mesto je bilo prestolnica Združenih držav Amerike v času vladanja Ronalda Reagana? In tvoj odgovor je bil, Ja, zdaj sem razmišljala za Washington. aha, si razmišljala za Washington, Ja. ker misliš, da bi... Washington je zdaj prestolnica, ne? Tako. Združenih držav Amerike. Pa misliš, da je takrat tudi Saj bila to, ne, prestolnica saj Združenih to, držav Amerike? Ja, ampak... A bova izkoristila pomoč, torej bova poklicala Ja, nekoga? pa dajmo poklicati. Prijatelja kličeva, Ja, ki mu je ime? Ivan. Ivan. Prijatelj Ivan se zanima za Ameriko in glavna mesta. Niti ne. Niti ne, ampak upava, da ve. Nekateri ljudje so pa prav specialisti za ameriške predsednike. Vem, nekateri poznajo vse na pamet, od prvega do zadnjega, in pol tudi verjamem, da vejo, ne, kaj je bila prestolnica takrat. Veš, vse od prvega predsednika, od Georgea Washingtona naprej. Kdaj je bil Reagan sploh predsednik? A je bil v 80-ih? Reagan, lahko da je bil, nisem pa siguren. To pa je na tebi. Kaj je bila prestolnica Amerike v 80-ih letih? A me slišiš? Kako je izgledala Amerika nekaj let nazaj. Pravi, da imaš seksi glas. A da ga... To so pa nenavadne pohvale iz Ivanove strani. Hvala, Niti Ivan. ne. Hvala, Ivan. Ivan, hvala. Hvala. A me daš telefonsko? Ja, se bova zmenila pol po oddaji. Bom poklical Ivana. Pa kakšna Kalifornija? Kakšna Kalifornija? Teksas? To je tudi država, po mojem. No, Ivan ti je povedal zdaj dve države. kaj? Washington? In zdaj smo nazaj na Washingtonu. Zdaj sem prvi cel krog naokol in smo spet pri... Popotovanje po Ameriki. Ivan bi se... Čakaj sekundo. Ivan bi se še rad pogovarjal s tabo, bi te rad pelal na pijačo, Čakaj, očitno Ivane, te Ivana. lahko dam na zvočnik, da to ljudje slišijo. Ivan. Ivan. Ivan? Ja, Ivan, ti praviš Washington. Ja. V redu, hvala za informacijo, Ivan, da smo porabili s tabo 10 minut. Jaz upam, da ko bomo midva na kavi, da bo sicer več časa skupaj, bilo je lepo. Zdaj bom pa rabil še Aleno, da mi ta tvoj odgovor potrdi.
Tako. Ivan, nič hvala ti, se slišimo pol kasneje. Se slišva, Ivan? Čau, čau. Ja, videla se to sliši. Se bova slišala. Torej, zdaj smo naredili cel krog po Ameriki Tako, in smo prišli nazaj na Washington. in smo prišli nazaj na Washington. Ja, no, Torej, potem Teksas obdržimo kot država ne bo glavno mesto. Se pravi, No, dajmo Washington. dajmo Washington, to je tvoj zadnji odgovor. Ja, tako. Washington, tvoj zadnji odgovor je tudi pravilni odgovor. Aleluja. Sva, vidiš, nekaj sva porabljala, zdaj lahko bi tukaj rekla država Washington, mesto Washington sva sem prišla, ne? Tako kot prej je bil skoraj Teksas. Sedmo zadnje vprašanje se glasi, koliko planetov ima obroč? Torej, planetov Naš sončni v našem sistem. osončju. Ja, Tako, 9, tako. ne? Obroč, da jih ima. Ne? Se pravi, Zemlja je eden izmed teh planetov in se mi zdi, da obroča nekako nima, ne? Oziroma, ne vem, a Ja. Ne vem. ne veš, ne Ne veš. vem. Mislim, da bom kar zamenjala vprašanje. Da bova zamenjala vprašanje. Tako. Ok, pa na tej točki ti jaz lahko zaupam, koliko planetov ima obroč, ker bova menjala vprašanje. 4 planeti imajo obroč. Aha. No, v redu, sva zamenjala vprašanje, torej spet sva pri zadnjem vprašanju, sam da zdaj sva te najne pomoči že porabila, ki pa se glasi, katera država ima najdaljšo obalo na svetu? No, mogoče bi lahko bila Avstralija. Razmišljava, ja, v največjih državah. Zato, ker ponavadi imajo neke te največje države, ne, odvisno sicer od lege, normalno, tudi največjo obalo. Ja, In, dobro, samo Rusija zihar ni, ne, ker ni pač cela. Ali pa mogoče pa je, saj azijski del je pa kar velik. Mogoče ja, mogoče ne. Tukaj ti več ne morem veliko pomagati. Največkrat ti lahko rečem, da greva nekako po tem v spisku največjih držav in pol mogoče se malo predstavljava zemljevid in rečeva, ja, ta država ima pa res zelo veliko vode, zelo veliko obale. Ja, kaj zdaj moram eno udariti? Ja, eno je treba, ne, en odgovor bom rabil, tako da eno od teh držav. Misel, zdaj si ti v moji situaciji, rečem nekaj narobe, zgolj 40 evrov. Drži, a ne? Tako ponavadi deluje ta princip kvizov, igranja teh Kaj bi iger. ti pol naredil, ne? Jaz bi, ne vem, ne, jaz bi si predstavljal te države. To je Kanada. Kanada? Kanada, bom se zgubila. Kanada je tvoj zadnji Kanada, odgovor. se bom zgubila. Ja? Ja, Kanada, no. Kanada je pravilen odgovor. High five, čestitke, Alena. Očitno se ti nekako daj To si cash. prebrala z mojega obraza, ne? Jaz sem nekaj ti izdolcev, vidim. A je bila bolj sreča? Skupek vsega. Skupaj vsega. Tako. No, čestitke za tole, zdaj boš lahko ti, Ivana, peljala na eno kavico, 2, 3, 4, Ja, pol to. mogoče gremo celo skupaj na kosilo, ne? Z Ivanom. Z Ivanom, ja. Tako, dragi moji, Alena je osvojila 40 evrov. Čas pa je, da gremo naprej s kvizom Poberi v mestu. Ok, živijo, jaz sem Alena, zdaj so me tukaj ustavili, preden se dobim s prijatelji in se gremo malo kopati danes. Tako. Ja, kviz je fajn, kaj ne rečem, nasmejali smo se, tako da, evo, super. Evo, dragi moji, prej sem malo iskal, tam ni veliko ljudi, hotel sem čovne izprašati, pa čovni ne odgovarjajo, nekaj veliko, ampak le en simpatičen parček. Dobar dan! Dobar dan! Živo, kje vaju motim? Malo gledam. Ogledala sta si naravno morje, sta si ogledala. Ja, pa jadrnice, pa tako, ja. In do kam se vidi? Danes sem tukaj, da zastavljam vprašanja, veste? In glede na to, da zdaj gledamo tukaj vdaljavo v morje, je moje prvo vprašanje, a je Zemlja ravna? Ni no, mislim, da ne. No. Smo že polemike začeli tukaj. Lejte, mi se gremo eno igro in sicer kviz Poberi v mestu se imenuje. In pri tem kvizu mi v bistvu zastavimo 7 relativno simpatičnih, lahkih vprašanj. In če pravilno odgovorite na ta vprašanja, dobite 40 evrov. Sta za to, da se igramo? Smo. Ja? Oba dva? Oba dva sta za? Ja. Ok, ti si? Jaz sem Vedran. Vedran, zdravo, Marcel, me veseli, gospodična. Urška. Urška in Vedran. Ja, nič, gremo se igrati, a ne, dragi moji. Tako, gremo na ta prvega. Tako, dragi moji, spet se vračamo v dejansko igro kviza Poberi v mestu, z mano pa je Vedran. Vedran, ti nisi originalno iz Slovenije, ne?
Ne, jaz sem zamejc, sem iz okolice Trsta. Tako, da ti še enkrat razložim, kako gre celotna zadeva. 7 vprašanj imava, če vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Enkrat pa lahko vprašanje zamenjaš, enkrat pa lahko prosiš nekoga za pomoč, pokličeš, kogarkoli. Prvo vprašanje se glasi: koliko naravnih satelitov ima Zemlja? 1, Luna. 1 Luna, to je tvoj zadnji odgovor. Sva suverena Suveren. v astronomsko znanje. Še preveč. To je pravilen odgovor. Ja, enega ima, Luno, točno tako. Greva kar naprej, ne? Drugo vprašanje. Predel katerega mesta je Greenwich, preko katerega poteka ničelni poldnevnik? Predel katerega mesta? Mesta. Ja. Ja, znam, da je Anglija. Okej, Ne vem, okej. katero mesto od Anglije. Zapravo, sigurno sva, da je Anglija. Ja, Anglija je gotovo. Okej. Sam ne vem, katero mesto znotraj Anglije je. Ok. Ajde, če rečem Anglija, pa mi daš eno asociacijo na eno mesto v Angliji, bi rekel, London. ok? Potem pa še Manchester, Bristol, Ok. Liverpool. Ampak greva kar po prvi asociaciji. London. Si predstavljam London. Ja? Ok. Bova pa je rekla, da je London tukaj odgovor. London, ja. No. London je pravilen je odgovor. Ja, Greenwich je pri Londonu, ne? In ja, tam jaz sem čez mislil, da je poteka ta ničelni Jaz sem poldnevnik. mislil, da je bolj narazen. Je pa London? Ja, pri Londonu. Niste bolj daleč. Evo, že smo pri tretjem vprašanju, že skoraj na polovici nekako tega najnega kviza. In tretje vprašanje se glasi: kakšna je verjetnost, da kovanec pade na stran s številko, če je prej 3-krat padal na stran z grbom? Ne? Heads or tails v Ja. angleščini. Je še vedno 50%. Še vedno 50%, tudi če je prej že 3-krat grb padel. Ja. Je kar vedno 50%. Ja, In smo prepričani v to. prepričan. Tvoje matematično znanje je močno in tukaj bi tudi rekel, da je to neko logično sklepanje tukaj ven. Ja, pač, da možnost, da pride večkrat zaporedoma ena, se viša, Aha. z vsakič, ki pade eno. Ja. Ampak da možnost, da pade na eno ali drugo, je vedno 50%. Je vedno enaka? Je vedno enaka. Torej 50%. Ja, torej 50%. 50% je pravilen odgovor. Drži. Evo, 3 vprašanja so že imeli, še vedno imamo obidve pomoči na voljo. Tako da to je še zmeraj opcija, ki jo lahko uporabiš. Evo, 4. vprašanje se glasi: kateri je največji otok v Sredozemskem morju? Največji otok v Sredozemskem morju. Drži. Največji otok v Sredozemskem morju. Se pravi, iščeva, zelo je tudi znan ta otok nekako, ne. Zdaj pa najprej se mogoče umestiti državo, Ja. a ne iz katere je ta otok. Italija, to gotovo. Italija gotovo? Ali, jaz bi rekel Italija. Ja. Italija? Ali Sardinija ali Sicilija, zdaj pa Ok. Sicilija bi skoraj bolj gotovo Sicilijo kot Sardinijo. Se pravi, Sicilija je tvoj odgovor. Ja, Sicilija. Sicilija je pravilen odgovor. Ja, pravilno si odgovoril na 4. vprašanje, tako da greva kar na 5. Ne? Ta je pa malo bolj športno obarvano vprašanje, malo bolj tehnično športno obarvano vprašanje. In sicer, na katerem nemškem dirkališču se odvija velika nagrada Evrope v Formuli 1? Formula 1. Kaj spremljaš Formula 1? To pa Indianapolis je vse, kar vem. To bom definitivno moral vprašati za pomoč. Boš vprašal za pomoč? Torej, pri vprašanju, na katerem nemškem dirkališču se odvija velika nagrada Evrope v Formule 1, bova za pomoč prosila. Boš koga poklical, boš koga vprašal? Najboljš po mojem, imam občutek, da moja punca bo vedela kaj več. Da tvoja punca bo vedela kaj? Všeč malo kaj. Tako kakšenkrat sledi, zato mogoče bo kaj vedela. V redu, a pa je kar punco pokličeva sem? Ja. Najboljš, kako je ime punci? Sva rekla, Urška. Urška, kje si Urška? Urška! No, tukaj si. Živijo, Urška, hvala, ker si se nama pridružila. Torej, iščemo odgovor na Vedranovo 5. vprašanje, na katerem nemškem dirkališču se odvija velika nagrada Evrope v Formuli 1. Kaj spremljaš tole formulo? Nekaj ja, nekaj ne. Zelo včasno. Ok, in mogoče poznaš odgovor na to vprašanje? Ja, neko nemško mesto. Ja? Nürburgring? Ja, no, Govoriva o tem mestu, ne? Ja, govoriva o tem mestu, ja. Ja, to ni to.
Veš, ko zgleda, ne, v bistvu na papirju, ampak preglasi, ne, v nemških besedah delajo težavo. Ja. Vedran, zdaj moram normalno tebe vprašati, vzameš Urškin odgovor? Se ti zdi to pravilno? Mi zdi, da... Zadnji odgovor. Ja. In to je pravilen odgovor. Urška, najlepša hvala za tvojo pomoč. Pomagala boš fantu, najverjetneje upajmo, da do 40 evrov. Hvala. No, lej, 5 vprašanj sva oddelala, še vedno imaš pa na voljo eno pomoč, torej enkrat lahko vprašanje še vedno zamenjaš. Sva pa pri 6. predzadnjem vprašanju. Okay. In ta se glasi, v katerem športu, spet sva pri športu, evo, najdemo elemente Lutz, Rydberger in Axel. Lahko ponoviš. Ja, Lutz, Rydberger, Axel. Lahko je dvojni Axel, trojni Axel. Veliko umetnosti. Se mi zdi, da ja, mogoče tako umetniško drsanje mi zveni. Axel mi spominja na kote, Axel. To, da mogoče bi šel z umetniškim drsanjem. Ja. Umetnostno drsanje? Umetnostno drsanje, ja. Ja. Torej, tvoj odgovor je umetnostno drsanje in to je zadnji odgovor? Ja. Zadnji odgovor je pravilen odgovor. Super. Evo, zdaj smo že pri zadnjem vprašanju, 7. vprašanje, pa še vedno imaš na voljo eno pomoč, če slučajno ne bo šlo, ampak bodva suverena, ne? Po mojem bo. 7. vprašanje, zadnje vprašanje se glasi, iz katere države izhaja medijska hiša Al Jazeera? Al Jazeera. Kaj študiraš? Jaz sem gostinc v tem trenutku. Predtem pa si študiral? Novinarstvo? Ti bom dal sekundo, da... Postavljaš pod pritiskom sedaj. Ti bom dal sekundo, da premisliš o novinarstvu takrat, ko si ga študiral in z medijsko hišo. Dragi moji, za nas pa je čas, da gremo na oglase. Po oglasih pa nazaj na finalno vprašanje. Tako, dragi moji, mi se vračamo z oglasom, jaz in Vedran pa sva pri zadnjem vprašanju, torej iz katere države izhaja medijska hiša Al Jazeera? Al Jazeera mi definitivno zveni Iran, Irak, Egipt. Nek ta del? Ja, srednje... Srednji vzhod varianta. Ja, definitivno. Srednji vzhod varianta. Sam ne bi znal točno katero mesto, država naj bi to bila. Mogoče najboljše, če izkoristimo zadnjo pomoč. Ja. Se pravi, da zamenjava to vprašanje? Ja. Bova menjala. V redu, evo, potem ti lahko povem odgovor na to vprašanje, iz katere države izhaja medijska hiša Al Jazeera? Iz Katarja. Katar. Iz Katarja izhaja. Je bil Katar sploh tvoja opcija? Ne bi rekel Katar. Dobro, da smo zamenjala. V redu, potem pa menjava za zadnjo najino vprašanje, pa se glasi. V katero molekulo se v celici prepiše DNA? Isto se s kratico da izraziti to, v kar se prepiše. Po mojem RNA, če se dobro spomnim. RNA in RNK je v bistvu ista zadeva, ne? Da se prepiše v RNK, pa potem ta pošlje naprej podatke. Aha. Če se dobro spomnim, je bil ta. RNK. RNK? Ja. In to je tvoj, si precej gotov? Ja. Presenečaš me, veš, to je ful enih znanih iz nekih različnih področji. Jaz bi bil verjetno malo bolj mrz v tem vprašanju, ampak ti pa si suveren v odgovor RNK. RNA oziroma RNK. Ja, sem precej torej, suveren. Tvoj zadnji odgovor? Ja. Tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Vedran, čestitke, bravo. Je uspel. Je uspel. Tudi če v šoli pač ne gre tako dobro, pa na tej strani... Samo da na kvizu gre prav. Samo da na kvizu gre prav, ne? A vidiš, to... Se pravi, jaz vedno rečem, da mi na kvizu pa malo izzovemo znanja ljudi, ki si jih mogoče niso rabili tega znanja kar nekaj časa, pa ga pa tukaj porabijo. Vedran, najlepša hvala za sodelovanje, upam, da boš teh 40 evrov dobro porabil. Bomo. Tako, dragi moji, mi pa gremo naprej s kvizom Poberi v mestu. Odločil sem se za sodelovanje na ta kviz, ker v tem trenutku imam čas, sem si lahko privoščil, pa me je mikalo se preizkusiti v takem tipu kviza, saj so po mojem zelo zanimivi in je kar izkušnja po mojem. Tako, dragi moji, spet se vračamo v kviz Poberi v mestu, z mano je Urška. Urška, a si pripravljena na ta kviz? Ja, recimo, da sem, ne? Kaj žučna?
Majčken. Saj majčken mora biti zraven prisotno. Ne? Da ti še enkrat razložim, kako gre zadeva. 7 vprašanj imava, če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 €. Sta ti pa na voljo tudi 2 pomoči. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat lahko nekoga drugega prosiš za pomoč, lahko pokličeš, lahko vprašaš. Tu dobiš 40 € v bistvu tvojih. Jasno? Ok. Super, odlično. Najboljš zagreva kar na prvo vprašanje. Okej. Prvo vprašanje se glasi, čemu je namenjena naprava abakus? Tudi abak. Abak oziroma abakus. Čemu je namenjena? Ok. So pa... Malo latinsko to deluje. A znaš perzijsko? Ne. Perzijsko, Hecam se, verjetno ne znaš perzijsko. Okej, Ta ja. beseda abak v bistvu naj izhaja iz perzijske besede za gladko peskovno površino. Če ti to kaj pomaga tukaj zraven. Kako postavno? Peskovno površino, tako. Okej. Ta abak ne so uporabljali. Kaj je sonce? Sonce niti ne toliko zraven. Ne? Sonce je bil en izmed velikih področji takrat in tudi danes, ne? V bistvu v končni fazi astronomija je dosti prisotna, ampak nečemu bolj splošnemu. Greva iz te astronomije na bolj splošno. Kaj je to v končni fazi? Kaj delajo pri astronomiji, če so že pri Soncu? Ne? Opazujejo. Ok, in pol iz opazovanj oni recimo... A sva zihar, a bi mogoče kakšno pomoč tukaj porabila midva? Ja, mogoče, no. Mogoče bi? Mogoče bi eno pomoč, ja. A bova menjala vprašanja, bova vprašala? Lahko vprašam. Lahko vprašava. Ja. Koga bova vprašala? Lahko kar mojega fanta. Tvojega fanta? Ja. Vedrana, ki je bil prej z Ja, nami. Vedran, on zih to ve. Ok, Vedran, pridruži se nama. Vedran, živijo? Že prej si imel ti neke močne odgovore iz znanstvenih področji. Kaj pa misliš, da bo tukaj pravilen odgovor? Torej, čemu je namenjena naprava abakus? Ja, abakus imam 2 ideji. Okej. Eno si že črtal, ki si rekel, da astronomija ni... Aha, torej to si odmislil? Ekstant. Okej. Ampak, Ja. ko sem mogla biti bolj splošno, mogoče je ta aparat za računanje, ne? Aha. Ki ima razne te kroglice, da Ja, potem ja, računaš. ja. Matematika Je matematika, je bolj splošno kot astronomija. Torej- Da mogoče bi bilo to. Torej, da je namenjena računanju, praviš? Ja. V redu, Urška? Vzameš odgovor tvojega fanta. Torej, Perzijsko, ja, to bi znal biti. abakus je namenjen Ja. računanju. To je pravilen odgovor. Vedran, najlepša hvala, da si pomagal Ja, nama. Srečno. Ok, torej, Urška, sva že pri drugem vprašanju, čez prvega sva zdaj prišla. In drugo vprašanje se glasi, v katerem športu tekmuje Rajmond Debevec? Mislim, da bo streljanje, no. Streljanje? Ja. Si sledila malo Rajmondu Debevcu? Mal, ja, no. Ja, tako. saj je kar ime, ne? Je kar ja, ime. In to je tvoj zadnji odgovor. Ja, ni kar bilo. Tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Super. Evo, takole, Rajmonda Debevca sva ugotovila, zdaj pa že čas, da greva na tretje vprašanje tega sklopa. In tretje vprašanje se glasi. Kateri slovenski glasbenik je zaslovel leta 2004 s pesmijo Vedno si sanjala njega? Vedno si sanjala njega, meni pustila, si leži. Freddie Miller je Freddie Miller. bil. Je to tvoj zadnji odgovor? Ja, po mojem, kar bil on. Eden in edini Freddie Miller, zadnji odgovor. Je tudi pravilen odgovor. Ja, saj znam komadno. Bi rekel skoraj ikoničen glasbenik na slovenski sceni. Ja, tako, je kar. Dobro, evo, 3 vprašanja so skozi, kar pomeni, da smo na polovički telih najnih vprašanj in jaz predlagam, da greva kar naprej. Ne? Okay. Iz katere države izhaja največ svetovnih prvakov v Formuli 1? Aha, ok. Ja. Spet formula. Ja. Po mojem, mislim, kar uspešni so Angleži, ne? Aha, Tako se mi ok, zdi. v redu. Ok, pa ne vem, kakšni Francozi bi tudi znali biti. Ne, po mojem se kar Angleži, no. Angleži? Mislim, Velika Britanija ali kaj. Aha, se pravi, bova- Ne vem, po mojem, Velika no, Britanija. Ja, no ja, bi rekla. Da ne bova šla specifično na Ja, bi Anglijo. rekla Velika Britanija, no. Torej, Po mojem, Velika Britanija. torej Velika Britanija. Ja. In to je tvoj zadnji odgovor? Ja. Odlično, tvoj zadnji odgovor je tudi pravilen odgovor. Aha. Tako da 4 vprašanja so mim, še 3 vprašanja so, pa še eno pomoč imava na voljo. Ne? Še vedno lahko zamenjava eno vprašanje. In naslednje vprašanje se glasi, katerega dne se po svetu praznuje praznik dela?
V Združenih državah Amerike se na ta dan ne praznuje, ampak večinoma po svetu pa se praznuje na ta 1. dan maj, praznik ne? dela. 1. maj, praznik dela. Ja, praznik dela. Aha, in bova kar zihar za tale 1. maj. Po moje kar 1. maj. Zadnji odgovor, 1. maj, Po moje, da je 1. maj. No. je pravilen odgovor. Okay. Ja, lej, dobro nam gre tole Ja, skozi. okej, So far, so good, bi rekel angliško, so bile prej že davno na Veliki Britaniji. Ja. Super, predzadnje vprašanje, 6. vprašanje, se glasi, katero mesto je v Novi zavezi navedeno kot rojstni kraj Jezusa Kristusa? Veš, kaj so imeli v Betlehem. Ok. In Ja, to vem iz božičnih pesmi. No. zdaj smo se spominjali teh božičnih pesmi. Ja, to je. Sicer ne more, pa to, ampak ja, ne vem. Ja, pač jaz rečem Betlehem. Rečeš Betlehem? Ja, Betlehem. In to je tvoj zadnji odgovor. Ja. No, lej, očitno so te božične pesmi pravilno naučile, Aha. ker to je pravilni odgovor. Zares, rodil se je v Betlehemu. Naj bi se rodil v Betlehemu. Okay. Kar pomeni, da smo pa zdaj že pri zadnjem vprašanju in še vedno imamo na voljo tudi eno pomoč, torej eno menjavo, če slučajno ne bo šlo. In najno zadnje, 7. vprašanje, ki naj loči ki je še neka stopnička do 40 evrov. Se pravi, katero funkcijo upravlja 12-terica v filmu 12 jeznih mož? 12 ljudi je bilo Ja. in oni so upravljali funkcijo. Funkcijo koga oziroma česa, ne? Kaj so oni bili? In bilo pa je tako, da je bilo teh 12 mož je bilo zelo naključno izbranih v filmu in oni so v bistvu odločali o nečem. O smrti mladega fanta. A bi umrl, a ne bi umrl. A ja, kakšni... Ta mladi fant. On pa je bil nečesa obtožen, ta mladi fant. Kaj po kaj Tako na da sodišču? 12 naključnih. Na sodišču? Lahko da na sodišču, ne, ampak katero funkcijo so potem upravljali, če jih je bilo 12 in odločali so, lahko rečeva, o usodi mladega fanta. Lahko pa še vedno, če ne boš 100% prepričana, narediva menjavo No vprašanja. ja, jaz bi raje menjavo, ker tole se mi... Raje narediva menjavo vprašanja? Ja, ker se mi ne sanja to. V redu, lej, odgovor na tole vprašanje, torej, katero funkcijo upravlja 12-terica v filmu 12 jeznih mož? Porotnikov, 12 porotnikov. Porotnikov, okej. 12, zdaj je smiselno, ja, pol, zdaj je smiselno, ko ja. enkrat pogledaš iz tega zornega kota. Ja, zdaj je, ja. V redu. Pa takole, naredila sem menjavo za zadnje vprašanje, torej zdaj je pa to najno finalno vprašanje. Če ga znava, dobiva 40 evrov, če ga ne znava, ja, je pa fant dobil 40 evrov, a ne pa bo on dal za večerjo. Zadnje vprašanje pa se glasi. V katerem mestu se odvija Shakespearjeva Romeo in Julija? Kakšno romantično bi moglo biti. Ja, kakšno romantično mesto je definitivno, ne? Ja. Lahko da je, saj če pa prej ni bilo, je pa zdaj ratalo romantično, a ne? Severna Italija, recimo, jaz sem se zdaj osredotočila na sever Italije, ne. Okay. Pomoči sva izkoristila, zadnje vprašanje je, zdaj, glede na to, kakšen odgovor mi boš tukaj podala, ti lahko povem, a sva osvojila teh 40 evrov, a jih nisva osvojila, ampak rabo pa bom odgovor. Ja, sej vem, pa sej. A greva na 3-4 zdaj in rečeva odgovor. Mal za šalo, mal za res. A? No, lej, jaz ti bom kar odštel, ti pa sam reč, ker misliš, da je prav. Ok? 3, 4, zdaj. Lej, Firence, jaz rečem Firence, lej, nimam... Rečeš Firence? Lej, ja. In to je zadnji odgovor? Ja. Zdaj vem, da ni prav, ampak... Ja, ne, si pravilno predvidevala. Ja, Firence nažalost ni pravilen odgovor. Verona je tisti pravi. Verona, okej. A ne, sej, a pa se spomniš, Ja, ne, sej, ki je nekje, jaz sem pa Verona. nekje imamo to v mislih, vedno se spominjamo te Verone, ampak ja, ne, Firence so tudi tako močno mesto, ki ti pridejo na misel tukaj zraven. Urška, najlepša hvala za sodelovanje. Hvala. Sej, zdaj pa so se stvari tudi tako obrnile, da nav treba tebe fanta peljati na večer, ampak bo fant tebe peljal, ne, ker je pa tudi romantično v tem slogu, če pogledamo. Na kvizu sem se zabavala, kviz mi je bil tak simpatičen, super. Tako, ko sem se malo sprehajala po morju, pa sem videla tako ekipo, ki snema, tako me je kar malo potegnilo, to pa sem rekla, zakaj pa ne, pač bomo posneli, pa se malo preizkusili v znanju. Pač žal mi ni ratala, ampak mogoče drugič, no. Tako da,
lepa izkušnja. No. Hvala. Tako, dragi moji, prišli smo do konca kviza Poberi v mestu. Za nami je fenomenalen dan na obali. Vi, dragi moji, pa se lahko z nami zabavate tudi kdaj drugič, celo priporočeno je od ponedeljka do petka na TV3. Se vidimo in uživajte!